Tone Pavček je takole zapisal. Kdor hoče peti otrokom, mora imeti glas, ki gre čez do, re, mi in nazaj do, mi, re, do. A sam glas še ni dovolj. Mora imeti tudi veliko in lepo srce, v katero gredo vsi otroci od Anžeta do Žige, pa od Žive do Anke. Tak glas in srce, bi rekel, ima Romana Kranjčan, zato poje otrokom prave njihove pesmi. In poje jim že več kot 30 let. Zato lepo pozdravljena in dobro jutro, Romana. Dobro jutro, dobro jutro. Kako pomembne so otroške pesmi za otroke? Ja, zelo pomembno je. Svet glasbe je zelo lep in otroci se ob glasbi sprostijo, razveselijo. Pravzaprav je zelo pomembno, da veliko pojejo. Tudi raziskave tako kažejo, da zelo dobro vpliva glasba na razvoj možganov, na celostni razvoj. Tako da veliko je treba peti. Na splošno, ne samo otrokom, tudi sami moramo peti. Zdaj pa, kaj pa sama mimika, obrazna mimika? Ker vemo, da pri teh otroških pesmih mogoče pride še bolj do izraza, kot pa samo petje, ne? Ja, jaz bi rekla, ja, seveda, ampak bi rekla, da je mogoče skoraj bolj pomembna interpretacija pesmi. Sploh dobro pesem zaznamuje dobro besedilo, dobra zgodba in seveda glasba, prijetna melodija, zanimivi aranžmaji, različni inštrumenti. Ampak potem je pa tukaj še interpret, ki nagovori otroke, ki to zgodbo interpretira tako, da se dotakne njihovih src in da jih pravzaprav navduši za pesem, za petje in tako. Moramo povedati, da vaše pesmi so seveda poučne in otroci poznajo pesemco o Prstkih, ki je palček in podobne Huda mravljica, kot smo slišali. Odkot pa črpate vse te ideje? Ja, pesmi so zame pisali tudi pesniki, pravi pesniki, ampak prav te, ki jih omenjate, torej Prstne gibalne igrice, sva pa ustvarili skupaj s pesnico Ksenijo Šoster-Olmar, ki že več kot 30 let sicer živi v Ameriki. No, in ona je bila tista, ki mi je vzpodbudila, da je super, če otroci zraven še sodelujejo. Tako da imam jaz skoraj na vsaki CD-jki tudi pesmi, kjer hiške zidamo. To se pravi, se otroci zraven tudi gibalno igrajo, učijo šteti, umivati zobke. Ja, so poučne, so zabavne, so vse. Petje na otroka deluje dejansko pomirjujoče, ne? In lahko nas razvedri, vsekakor pa izvajalca in malega poslušalca na njiju oba vpliva zelo blagodejno. Zakaj imajo res otroške pesmi tak učinek? Zato, ker je pravzaprav sluh tisti, ki ga otrok najprej razvije. Že v trebuščku, pri mamici sliši zvoke, njen glas in to mu je zelo blizu in zato tudi absolutno zagovarjam, da je treba otroku že v naročju peti, ko je mamica noseča, je zelo pomembno, kakšno glasbo posluša. Že takrat ne bi vse slišali otroci, ne? Ja, in potem seveda naj z glasbo živi otrok, super je, mamičin glas je pravzaprav otroku najbližje, a ne? Tako da to je super, da poje mamica, da skupaj pojejo in ja, da se veliko, kasneje tudi v glasbeno šolo recimo, a ne? To je super za otroka, da če pokaže interes, da ga vpišemo v glasbeno šolo, ker razvije tudi potem sposobnost koncentracije, vztrajnosti. Tako da glasba je res ena čudovita stvar. Sami pozitivni učinki. Seveda. Petje, sploh pri otrocih, je pa dostikrat povezano pa tudi s plesom. In kombinacija obojega je menda fantastična in vpliva ravno tako, kot ste že preomenili, tudi na miselni in pa gibalni razvoj otroka, ne? Ja, otroci so pač zelo prvinski, zelo so v zavedanju, tukaj in zdaj. In ja, njih takoj prevzame ritem, takoj začnejo migati, sodelovati, če jim je nekaj všeč, navdušenje pokažejo. In skoraj vedno pri otrocih seveda gre petje skupaj z gibanjem. Škoda, da to potem nekako v starejših zgubimo, a ne? Zgubimo, ja. Bova še seveda se pogovarjala o tem. Zdajle naju čaka pa en prispevek. Aha.
Najboljši razsodniki kvalitete otroških pesmi so zagotovo otroci sami. Pokukali smo v plesno šolo Miki in poglejmo si, kaj smo odkrili. Kdo le ne pozna otroških pesmi Romane Kranjčan, saj so večne in se nanje pozibavajo tako otroci, kot tudi vsi tisti, ki so otroci po srcu. Obiskali smo plesno šolo Miki, ki za otroške koreografije uporablja veliko Romaninih skladb, in se pogovarjali z direktorico Sašo Eminič Cimperman. Zelo sem hvaležna Romani in njeni ekipi za njene lepe, čudovite otroške pesmi, ki so večne. Vem, da so te pesmi premišljeno izbrane, vem, da so te pesmi kvalitetne v besedilu, aranžmaju, glasbeni izvedbi, njeni izvedbi, pevski. In mi tudi v naši plesni šoli Miki zelo veliko uporabljamo in še vedno poučujemo plese na njene glasbice. Z velikim veseljem. Tudi plesni pedagogi radi poučujejo na njeno glasbo, saj jo otroci naravnost obožujejo. Romana legenda, mislim, da je vsak let vsaj kakšna pesem od njeno. Trudimo se, da so vedno pri plesih ritmi raznoliki in to nam tudi pri Romani uspe najti, če ste videli zdaj zvezdice, a ne, pa pol imamo kakšno žuželčji žur. Sašo Eminič Cimperman pa je delo v plesni šoli obogatilo tudi z lepo prijateljsko zgodbo. Z Romano sem danes ugotovila, da se poznava že od leta 2004, vsaj. 20-letnico bojo praznovali. Kako pa to bilo? Prišla je do mene na priporočilo Barbare Drnač, ker delamo za in z plesalci že več kot 30 let, zelo dobro z mlajšimi. In tudi svoje projekte sem imela, skratka na priporočilo Barbare je Romana prišla do mene, ker je želela oplemenititi, popestriti te svoje koncerte, kamor smo se takoj odzvali. Meni je bil to blazen izziv, z najboljšo pevko za otroke sodelovati. Je pa ta najin poslovni odnos prerastel v prijateljski odnos in zdaj prijateljujeva, kolikor se uspeva dobiti. A ne Romi? Romi ima zdaj majhne 2 vnukin in se njima posveča, je zelo ljubeča, je zelo skrbna za svoje otroke in za vnukini. Sicer pa se ti zahvaljujem tudi za vse pesmi, ki si jih naredila za odrasle, ker so noro lepe in jih priporočam v poslušanje marsikomu. Ja, čudovit prispevek. Wow. Videli smo, da je petje in ples seveda, da je povezano in neločljivo in da otroci neizmerno uživajo v tem in praktično ni ga vrtca in pa šole, kjer ne bi odzvanjali vaši glasovi, vaše pesmi. Kako ponosni ste na to, da res v domovih, v vrtcih, v šolah, da to že desetletja poslušajo in razveseljujejo in učijo konec koncev otroke? Ja, pravzaprav je to res največja nagrada, da pesmi živijo, da zdaj res jih prepeva že več generacij. Sem pa pravzaprav ponosna najbolj zdaj na to, da sem prav v tem korona času uspela vso svojo glasbo, vse te moje pesmi zbrati, tudi tiste, ki so izšle na kasetah in smo jih dodali na digitalne platforme in zdaj tam živijo. In tam glasba, ki se predvaja zdaj tudi legalno, recimo, in je res več kot 200 pesmi samo za otroke mojih zdaj tam na voljo in to se mi zdi tak dober občutek, res. Ja, jaz moram povedati, da sem videl na YouTubu Hudo mravljico, da je dosegla že, mislim, da 2,7 milijona ogledov, kar je zelo lep podatek. Pa 8 milijonov menda, no, tako, ja, ampak to je YouTube. Jaz še zmeraj zagovarjam, da je zelo pomembno, da otroci glasbo tudi samo poslušajo. Zato sem omenila te digitalne platforme, ker tam pa otrok posluša glasbo, tudi mi skupaj lahko z njim zapojemo, plešemo in je koncentracija na besedilu in na petju. Kako se pa razlikuje nastopanje pred odraslo publiko in pa pred otroško?
Seveda se razlikuje, ker je že tematika čisto druga, ker je drugačna energija, drugačen pristop. In ja, je drugače, ampak je v obeh primerih zelo lepo. Katere pesemce pa najrajš prepevate svojim vnučkom oziroma vnukinjam? Vnukinjama. Ja, pravzaprav je trenutno največji hit, njun hit IU. To sta nekako se zaljubili v to pesem in tam vedno začnemo. Tako da si damo gor res to glasbo iz Spotifyja in potem ali plešemo, ali vlakce naredimo, pojemo, v avtu vedno, a ne. Nikoli ni dolg čas. Ja, seveda, zdaj res uživam z vnukinjama zelo, zelo. Imeli ste že nešteto nastopov. Imate mogoče kakšno anekdoto, ki vam zdajle pade na pamet, ki se vam je zgodila na kakšnem od teh otroških nastopov? Ja, nastopov je res veliko in moram reči, da je vsak drugačen, ker so otroci tako drugačni povsod in prvinski in originalni. Mogoče se mi zdi zadnje čase zelo smešno, če imam lep priložnost igrati ta zadnji musical Na dvorišču. Zgodbo je napisal Feri Lajnšček, glasbo Lojze Krajnčan. No in tik pred karanteno oziroma pred pandemijo je bila premiera v Cankarjevem domu, no in jo igramo, je živa ta predstava. No in v tej predstavi, to je predstava o živalih, o prijateljstvu, kako so ograje med sosedi popolnoma odveč in na odru je še moj soigralec Daniel Malalan. In si ne morete predstavljati, vedno znova me nasmeji, kako otroci se vživijo v to predstavo in kako z mano držijo, da bi mi prepričali tega soseda Ferdota, da se poboljša, da bo bolj ljubeč do živali. In to je res vedno znova me tako nasmeji in tako me pravzaprav veseli, kako otroci to vse še zares doživljajo. A ne? Ja, ker otroci imajo jasno domišljijo, neverjetno. Ja, to je res, ja. Tako da ja, verjamem, da je ogromno užitkov. Kaj pa mogoče vam najljubša otroška pesem? Katero najraje prepevate? Ja, zdaj sta me kar vnukini nekako potegnili za sabo in vedno znova se kaj začudim, ko slišim spet eno novo, pa se reče, daj tudi, ker jih je res veliko, no. In prej že malo pozabiš na vse, kar si naredil in me je prav to zbiranje zdaj vseh teh pesmi spomnilo, pa ta pesem, pa ja, ta je lepa, pa tako. Tako da težko bi rekla zdaj, katera. Vse so mi ljube, ker so vse zato tudi izšle, a ne. Je pa mogoče zdaj ta nekako v prvem planu v naši hiši, recimo. Največkrat predvajana. Romana, najlepša hvala za obisk v studiu. Želim še ogromno nastopov, da boste še dolgo časa razveseljevali naše otroke, svoje vnukinje in tako naprej. In pa seveda še čim več pesmic, ki bodo seveda krasile tako internetne platforme, kot tudi dvorane in šole z vašo glasbo. Hvala lepa, to so pa res tako lepe želje, da upam, da se vse izpolnijo in da bomo čim večkrat lahko zdaj spet nastopali, da bo čas malo lepši pa prijaznejši. Tako, da bomo dobre volje in veseli. Tako.